Vsem se zahvaljujem, da ste se udeležili te novinarske konference oziroma tudi tega dogodka. Malo drugače kot vsako leto. Drugače ste vsako leto povabljeni na okviru tega projekta oziroma svetovnega dneva ustnega zdravja. In ponovadi smo imeli to nekako v okolju na Zdravniški zbornici Slovenije. Tokrat smo rekli, da mogoče bolj dinamično, da se srečamo na terenu, kjer zobozdravniki izvajamo pač tudi preventivni del našega poklica. Namreč ponovadi ste na izvajanju v zobozdravstvenih ordinacijah ali pa na zbornici, to pa je mogoče še en nov teren, kjer je pomembno, da tudi delujemo. Danes v bistvu, kaj želimo sporočiti, se pravi poudarek, je bil dejansko na izobraževanju s praktičnimi delavnicami in motivacijo ranljivih skupin. Odločil sem se predvsem za ta del starostnikov v domovih za ostarele in k delavnicam oziroma k temu delu izobraževanja privabili tudi študente dentalne medicine, Medicinske fakultete v Ljubljani. Izkazalo se je, da gre za odlično sodelovanje, študentje so nadobudni v tem in polni znanja in ustvarjajo ta generacijski most med mladimi bodočimi zobozdravniki in pa starostniki, ki jim v bistvu poskušajo poudariti ta pomen ustne higiene. Zdaj, zakaj smo letos izpostavili to tematiko starostnikov v domovih za ostarele? Namreč nujno je, o tem se v javnosti veliko govori, da smo starajoča družba in starajoča družba se sooča s specifičnimi izzivi in Slovenija je, če zdaj opredelimo starostnike nad 65 let, po podatkih iz 2023 je takih prebivalcev kar 440 tisoč. Zdaj, če to povzamemo, da gre za, se pravi, od teh 440 tisoč jih je kar 33 tisoč prebivalcev domov za ostarele. In to je ogromna populacija. Zdaj, če 440 tisoč je 20% v bistvu celotne populacije Slovenije, je to ogromna skupina ljudi, ki se sooča z nekimi specifičnimi težavami v svojem obdobju življenja. Številne študije kažejo, da imajo prebivalci domov za ostarele pogosto, to pomeni kar 65%, do 65% starostnikov ima v domovih neko vrsto bolezni ust in zob in največji problem je, da ta ni naslovljena in da tudi ni obravnavana. Zakaj vemo to? Ker v bistvu že samo 30%, okrog 30% domov redno sodeluje ima neko obliko, se pravi sodelovanja z zobozdravnikom ali zobozdravstveno ustanovo. In zdaj, tle takoj vidimo, da je problematičen dostop teh obiskovalcev, ki imajo večje potrebe, pa hkrati bistveno manjši dostop do zobozdravnika. Kaj šele, da bi se redno, tako kot zobozdravniki svetujemo, enkrat na leto pregledali v zobozdravstveni ordinaciji. Hkrati je to skupina ljudi, ki ima omejeno mobilnost in pa tudi dostopnost. Za mobilnost govorim, da bi načeloma mogli v lokalnem okolju iskati zobozdravnika. Mnogi od njih tudi niso mobilni z avtomobilom ali z drugimi prevoznimi sredstvi, kar pomeni, da so omejeni na okolje, v katerem bivajo. Hkrati pa finančna nedostopnost v zobozdravstvu, vsem vemo, da ZZZS ne pokriva vseh storitev, sploh pa ne protetike, kar pomeni tudi dodatno obremenitev za starostnike, ki imajo že tako več manjkajočih zob. Zdaj, ravno to temo mobilnosti je ena tema in tudi upam, da bo potem kolegica več povedala oziroma ki je zaposlena v domu za ostarele Črnuče, povedala svojo osebno izkušnjo. Namreč na Švedskem in Nizozemskem imajo celo organizirane mobilne enote kot rutinski del gerontostomatologije. Gerontostomatologija je prav zobozdravstvo, ki se ukvarja z starostniki. Pri nas tega ne poznamo. Pri nas morate vedeti, da je celotna kadrovska podhranjenost. Podhranjenost je na področju gerontostomatologije, to pomeni, da nimamo strokovnjakov ali specializacij, ki bi se izključno s tem ukvarjala. Se pravi, ta del je prepuščen splošnemu zobozdravstvu in v primeru težjih in specialističnih obravnav, potem na sekundarnem in terciarnem nivoju.
Medtem ko problem mobilnosti pa sploh nimamo urejen, se pravi, da bi obstajale kakšne mobilne enote zobozdravstvene, ki bi hodile od domov do domov, ne obstajajo. Kadrovska podhranjenost seveda je tudi strani osebja domov za ostarele. Morate vedeti, ta novinarska konferenca je res namenjena, da mogoče samo osvetlimo več problemov, rešitve na njih še ne poznamo. Namreč nikakor si ne želimo še dodatno obremeniti zaposlene, ki že tako v bistvu puščajo vse svojo energijo v službah, v delu z starostniki, ki je posebej zahtevna zaradi tega, ker potrebuje neke vrste specialnih znanj in pa tudi osebno angažiranost in prilagodljivost vsakemu posamezniku. Ampak še zmeraj rabimo na tem področju več izobraževanj, več angažmaja tudi zaposlenih, da bi lahko zvišali nivo ustne higiene in ustnega zdravja vseh stanovalcev domov za ostarele. Morate vedeti, da tudi nekaj, kar moramo v javnosti nasloviti, je stigma izgubljanja zob. Stigma je, ali pa neka predpostavka je, da je izgubljanje zob s starostjo nekaj, kar je del staranja. V resnici ne bi smelo biti tako. Če bi ustno higieno uspeli prilagajati bolj, bi obdržali več zob in to se praktično v naših časih že dogaja, starostniki imajo več zob, kot je bilo to v preteklosti, ampak z več zobmi hkrati tudi več nege potrebne in tudi več zdravljenja in tako naprej. To gre z roko v roki, kar pomeni, da se od nas, strokovnjakov, bistveno več zahteva, več se zahteva tudi od stanovalcev in pa tudi od tistih, ki skrbijo za nego, to pa so svojci, ko starostniki ne morejo več tega sami. Po podatkih NIJZ-ja je nekje samo 15% domov za ostarele, ki izvajajo redno usposabljanje za zaposlene. To je tudi en velik problem. Se pravi, danes, poleg tega, da smo vodili delavnice in predavanja za stanovalce, se je pojavila velika potreba, da se izvaja izobraževanje tudi za zaposlene. Zdravniška zbornica je to zabeležila in imamo v bistvu podatke, da bi si tega želeli več. Tako da naša zaveza je potem tudi, da bomo ta predavanja čim več tudi v prihodnjem oziroma v tem letu pripravili tudi za zaposlene. Zdaj, še dve stvari sta, ki sta pomembne in je treba upoštevati ozir to specifično populacijo. Namreč, poleg vsega tega, kar sem do zdaj povedal, je problem že sam slabša kakovost ustne higiene, na splošno, zaradi večjih razlogov. En je že to, da starostjo upada motorična sposobnost posameznika, da si sploh lahko očisti zobe. Danes smo imeli navodila, kako naj bi čistili. V resnici mora biti taka navodila prilagojena za starostnika, ki to teži. Artritis je recimo eden od razlogov, ki v bistvu močno otežuje gibanje rok. Potem imamo demenco, ki je tudi zelo prisotna v domovih za ostarele in je to naraščajoč problem. Pa če ne bi bila demenca, je že samo slabovidnost in to otežuje vsakemu posamezniku ustno higieno. Med drugim potem, če naštejem naprej, imamo pri pacientih problem z suhimi usti, slabšo kvaliteto sline, stanovalci v bistvu jemljejo velika števila zdravil zaradi svojih kroničnih bolezni, posledično imajo tudi težave z želodcem in z refluksom in vse to vodi v večjo razrast, bakterijsko razrast in agresivnejšo ustno floro. In vse to bi zahtevali kvečjem večjo ali bolj prilagojeno ustno higieno, mi pa opažamo, da je kvečjem manjša. In vse to, kar sem zdaj povedal, vodi v poslabšanje, se pravi poslabšanje ustnega zdravja, vodi v neke resne zaplete v ustih, govorimo o multiplih kariesih, govorimo o razrastu parodontalne bolezni, ki pa direktno ali posredno vpliva na poslabšanje kroničnih bolezni, ki jih ti pacienti že tako imajo. Tako da s tem sem hotel poudariti, da celoten fokus bi mogel biti kvečjem večji pri starostniku, ne pa manjši. In zdaj to, kar bi v javnosti želeli še izpostaviti, in zaradi tega smo se povezali z tudi sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu pri zbornici zdravstvene
zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. Namreč strokovnjaki, govorimo z zobozdravniki, sami pač ne bomo dosegli cilja. Tudi če se povežemo z sestrami, ki v bistvu delajo s takimi pacienti, tudi mogoče ne bomo sami mogli vsega. Hkrati potrebujemo angažma stanovalcev, se pravi, da se jih opolnomoči z nekim znanjem, ali pa motivacijo, da se poskrbijo še vedno zase. In tukaj so potem pa še odločevalci, zato je ta novinarska konferenca namenjena to temu, da dosežemo odziv NIJZ-ja in ZZZS-ja, ki bosta mogla nasloviti sistemsko pač to področje ustne nege, ki je po mojem mnenju neurejeno, saj sistemsko, in je treba to problematiko prvič z financiranjem in z dodatnimi programi, ki bi bili namenjeni prav za starostnike. Namreč mi imamo v naši državi zelo dobro delujoče programe na področju otrok in mladostnikov. Ti delujejo, izredno dobro poskrbimo za otroke in tam je preventiva dobra. To lahko poudarimo, to bo tudi moja sogovornica lahko potrdila in povedala več o vseh tudi o aktivnostih. Medtem ko na področju starostnika preventiva v resnici ne deluje. Mi včasih v javnosti pojmujemo preventivo samo nekaj, kar je za otroke, v resnici moramo tukaj govoriti o čisto drugačni preventivi in to je preventiva proti poslabšanju, resnemu poslabšanju ustnega zdravja in splošnega zdravja. Tako da predlagane rešitve, ki jih želimo nasloviti v javnosti, so, da bi se zobozdravstvo vključilo, se pravi vključitev zobozdravstva v obvezne zdravstvene preglede rezidentov vsaj enkrat letno po domovih za ostarele. Vzpostavitev mobilnih zobozdravstvenih timov, podobno kot mobilne oftalmološke enote. Možnost subvencioniranja samoplačniških storitev za najrevnejše, naprimer to bi lahko šlo preko socialnih služb, in pa nujno usposabljanje osebja domov za prepoznavanje zobnih težav in ustnih, se pravi hujših ustnih bolezni, ter pomoč pri izvajanju ustne higiene. Mislim, da sem vam povedal tiste glavne stvari. V glavnem, mi želimo, in če nam boste pri tem pomagali, spremeniti neko kulturo, kaj sploh pomeni ustna nega, in to bomo naredili lahko sam skupaj, se pravi v sodelovanju z študenti, z sestrami, z vsemi domovi za ostarele in na tej poti smo in pač to tudi načrtujemo neko trajno partnerstvo z domovi, da bomo na tak način stimulirali pa spodbujali. Danes ste lahko videli, to je bil dogodek. Dogodek je že sam, da pride zobozdravnik in danes so povedali, da so vsi bolj čistili zobe, kakor pa ponavadi. Niso bili krivi samo, ali pa grdi, samo tisti, ki skozi sitnarijo, da je treba zobe umivati, ampak smo tudi zobozdravniki. Mi smo navajeni biti grdi ali pa tisti, ki pridigamo, ampak namen ni pridiganja, namen je, da se to usidra v vsakega posameznika in da pač to čuti, da mora početi čiste zobe namreč. Tako da jaz besedo predajam, mogoče Nini povedala več o sodelovanju. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Hvala dr. Praprotnik za pobudo. Hvala dr. Praprotniku za pobudo in za povabilo k sodelovanju. Danes sem tukaj z vami izključno kot predstavnica, se pravi diplomiranih sester v vzgoji za ustno zdravje. Na tem mestu nadomeščam gospo Damjano Grubar, predsednico sekcije, ki je zaradi zdravstvenih razlogov danes izostala. Moj namen je popolnoma na kratko v bistvu odslikati, kakšno v bistvu dobro delovanje na preventivnem področju pravzaprav v Sloveniji imamo in smo lahko na to ponosni. Namreč krasi nas skoraj 40-letna zgodovina delovanja diplomiranih, se pravi sester v vzgoji za ustno zdravje. Te sestre v bistvu spremljamo pravzaprav posameznika skoraj da ne od rojstva. Vključujemo se v šole za bodoče starše, kjer v bistvu poskušamo opolnomočiti bodoče starše o pomenu ustnega zdravja. Vstopamo v vrtce, kasneje v bistvu se srečujemo z otroci v osnovnih šolah,
in jih spremljamo vse do zaključenega srednješolskega izobraževanja. Potem pa nekako nastane vrzel v odrasli populaciji, pravzaprav so zobozdravniki tisti, ki skrbijo za to področje. Kasneje v obdobju starostnika pa v bistvu se vsi srečamo z nekimi dosti resnimi težavami, ker pride do upada, kognitivnih funkcij, srečajo se posamezniki s tresavico, ker naenkrat niso več zmožni poskrbeti sami zase, pri tem potrebujejo pomoč, pogosto zamenjajo, se pravi bivanje, nastanjeni so v domovih za starejše občane in potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih aktivnostih, ustna higiena pri tem ni izvzeta, imajo pa na tem področju zelo malo pomoči. Predhodno je že doktor Praprotnik povedal, da v bistvu starostniki, ko so enkrat nameščeni v domove za starejše občane, ne morejo več prihajati na zobozdravniške preglede, takrat, ko bi si oni želeli, ali pa obiskovati neke preventivne dejavnosti. Imajo pa kopico svojih težav že, če naslovim samo specifiko, se pravi njihovih, okrnjenih zmožnosti, gre lahko samo za fino motoriko, ne, ko enkrat človek več ni sposoben umiti svojih medzobnih prostorov ali pa oščetkati zobe zadovoljivo, se lahko pojavijo in tudi se pojavijo težave. In vsi bi si želeli, da bi starostniki bili deležni na tem področju več pomoči. Vse roke štejejo, jaz vedno rečem, in sodelovanje na tej ravni, ki v bistvu je namenjeno predvsem ozaveščanju laične javnosti, je izjemno dobrodošlo. Mislim, da več o dotičnih problemih, s katerimi se starostniki srečujejo na področju njihovih okrnjenih zmožnosti, bo povedala gospa, ki jih bolje pozna od mene. Želela sem pa še toliko mogoče osvetliti, da smo sestre v vzgoji za ustno zdravje v bistvu mnogokrat pobudnice nekih, projektov. Ena takih, ki se mi zdi, da bi ga bilo vredno naglasiti tudi danes, je pobuda za pridobitev v bistvu zobne ščetke kot medicinsko-tehnični pripomoček za osebe z zmanjšanimi zmožnostmi, To pobudo je v bistvu v lanskem letu na simpoziju zdravstvene in babiške nege na Brdu pri Kranju v bistvu predala ZZZS-ju gospa Damjana Marc. Ona je tudi v bistvu članica delovne skupine. Gre se pa predvsem za to, da bi v bistvu znali med vsemi nami prepoznati tiste, ki v bistvu več niso zmožni poskrbeti za svoje ustno zdravje in da bi v bistvu v nekem širšem sodelovanju bili zmožni najti rešitev za to, da bi starostniki lahko pri tej aktivnosti sodelovali, ker je to, da lahko zadostimo lastne potrebe, v bistvu zelo pomembno pri lastni samopodobi. Ni vseeno, ali se kar prepustimo v bistvu, da nekdo drug poskrbi za nas, ali smo vendarle lahko v bistvu deležni in sodelujemo pri tem. Tako da iskrena hvala za glas in za sodelovanje in povabilo. Ravno to, da ste na ta del zajel, mogoče moramo kar direktno tudi povedati. Če imajo starostniki problem pri čiščenju zaradi zmanjšanih sposobnosti, govorimo o motoričnih in drugačnih, če imajo pri tem problem tudi negovalci, je treba takemu posamezniku priskrbeti medicinski pripomoček, se pravi po domače. Če ne moremo hoditi, nam pripada hojica
oziroma neka pomoč. V zobozdravstvu, a ne bi si želeli, da bi bila to prilagojen inštrument, ali je to električna ščetka, ali je to prilagojena ščetka ročna, se pravi, na tak način bi morali skrbovancem, a ne, priskrbeti neko prilagojeno in tudi zaposlenim neko prilagojeno pomoč, s katerim lahko pridejo do cilja. To pa pomeni, da dobrega ustnega zdravja. V izogib kasnejšim težavam. Naprej, še vi se pravi, ste delovna terapevtka, Petra Cestar, delovna terapevtka v starejših. V domovih za starejše poleg bolničarjev pa sester, srednjih sester in diplomiranih sester delujemo tudi delovni terapevti. Delovni terapevti smo z našim delom usmerjeni na ohranjanje in izboljšanje samostojne izvedbe vsakodnevnih aktivnosti naših stanovalcev, kamor pa sodi tudi zdaj ustna higiena in je tudi za naše stanovalce zelo pomembna. Zdaj, kot delovni terapevti se vključujemo predvsem v prilagajanje pripomočkov, učenje ponovnega uporabe teh pripomočkov, ker se naši stanovalci srečujejo ne zdaj samo z motoričnimi težavami, ampak tudi z kognitivnimi težavami, ko pride dejansko do neprepoznavanja pripomočkov in tudi neprepoznavanja, kako uporabiti ta pripomoček. Poleg motoričnih imajo pa tudi naši stanovalci senzorične težave pri uporabi raznih pripomočkov, to se pravi, potrebna tudi velika pozornost pri uporabi tople vode, mrzle vode, ker velikokrat precenijo, kako topla je voda oziroma kako mrzla je voda, ne, tako da če nismo pozorni, tudi pride lahko do kakšnih opeklin v ustih, če uporabijo prevročo vodo, ne. Zdaj v našem centru, bom rekla tako, naši stanovalci, tisti, ki lahko, bom rekla, sami umivajo zobe, seveda imajo bom rekla, svojci prinesejo ponavadi navadne zobne ščetke. V primeru, da stanovalci nimajo svojih lastnih zobnih ščetk, bom rekla, imamo to srečo, da lahko tudi naš center zagotovi v določeni, sicer omejeni zmožnosti tudi zobne ščetke. Tako da tukaj smo zelo veseli za kakšne recimo sodelovanje z zobozdravniki, z drugimi ustanovami, da imajo kakšne tudi donacije, nam donirajo in zobne krtačke in zobne paste. Nekaj stanovalcev, ki pa dejansko, bom rekla, si ne zmore, so pa omejeni v motoričnih spretnostih, so pa svojci tudi kupili dejansko električne zobne ščetke, ampak ti so zelo redki, ker je le strošek, bom rekla, kar dosti velik, vsaj v nakup za zobno ščetko električno. Tisti stanovalci, ki pa si dejansko ne zmorejo sami umiti zob, pa nastopimo dejansko tudi mi kot kader, bom rekla, kot jaz kot delovna terapevtka, bom rekla tudi naša fizioterapevtka se vključijo po potrebi zraven in seveda pač tudi negovalni kader, a ne. Smo, bom rekla, kot je že prej sogovornik omenil, smo kar tečni. Velikokrat nas malo kregajo stanovalci, zakaj smo tako tečni, da si je treba zobe umivati. Je pa res, da velika večina, bom rekla, bi si želeli, da bi bile te pripomočki za umivanje zob in izvedbo ustne higiene prilagojeni, ker se res pojavljajo zelo velike težave v fini motoriki, v mišični moči, problem je že zobno pasto odpreti včasih, oziroma tudi stisniti ven zobno pasto na zobno krtačko, Tudi, bom rekla, omejena gibljivost je recimo kakšnih ramenskih obročev, bom rekla tudi komolcev in je težko priti do ustne votline, oziroma, bom rekla, tudi sama oslabelost mišic pripomore k temu, da potrebujejo veliko dlje časa, da si zobe umijejo in postanejo med samim umivanjem zob tudi zelo utrujeni, Dejansko mislim, da lahko rečem, da v našem centru bi zelo bili veseli sodelovanja z zobozdravniki, z mobilno enoto, kjer dejansko bi lahko izvedli več takih delavnic, kakor je bila recimo današnja, ker naši stanovalci uživajo in vedno kaj novega izvejo, predvsem ker se ta, bom rekla, tehnika gre toliko naprej in, bom rekla, tudi kakšne novosti se pojavijo, Tako da kot iz tega vidika bi bili zelo zadovoljni, Je pa res, da, bom rekla, ustna higiena je za naše stanovalce zelo pomembna, si želijo, ampak včasih mogoče nam zmanjka časa, Tako da, ja. Zdaj,
če bo se še ta del, kjer sem ravno omenil, ta mobilna enota je recimo dejansko nekaj, kar je po moje lahko dobra ideja oziroma je pobuda in vemo, da v praksi v državah, kot je Nizozemska, deluje. Vi ste imeli še zelo osebno izkušnjo in mogoče z prve roke tudi bo za javnost zanimiva. Jaz sem svojo diplomo pisala na Nizozemskem, kjer dejansko sem bila vključena v projekt za revmatoidni artritis. To je bilo sicer leta 2007. Dejansko pri njih je pripomočkov definitivno več na voljo in so tudi na voljo zastonj za vse, ki so zavarovani preko njihovih zavarovalnic. Imajo vse možnosti od tega, da so krtačke tako prilagojene, da jih ni treba prijeti, da se lahko nataknejo na dlan. Tudi obstajajo določene naprave, ki vam pomagajo stisniti zobno pasto na krtačko. Električne krtačke so gor dejansko, mislim, da tudi že preko ZZZS-ja njihovega, seveda nizozemskega, na razpolago v cenejših variantah. Tudi pri njih dejansko, saj lahko govorim za delovno terapijo pa fizioterapijo, stanovalci, ki so, oziroma pacienti, ki so odpoščeni v domačo oskrbo, so dolžni strokovnjaki v roku 24 ur priti na dom in prilagoditi domače okolje. Zdaj pri nas v našem centru imamo prilagojene kopalnice, ampak manjkajo nam pa pripomočki, ki bi bili prav prilagojeni za to starostno skupino. Okay. In to je ključna informacija, ki bi želeli mi pritisniti, se pravi, financirati, iz proračuna ali iz ZZZS-ja prilagojene pripomočke, s katerimi se bomo izognili najhujšim posledicam ustnega zdravja in konec koncev tudi splošnega zdravja, ker morate vedeti komplikacije, ki jih taki pacienti doživljajo zaradi zob, ob operacijah, ob poslabšanih kroničnih bolezni, jih stanejo lahko tudi življenja in to je nekaj, kar se da preprečiti z ščetko. Tako da mislim, da tle ne bi smeli skopariti z finančnimi sredstvi, ko se vlaga v preventivo. Hvala, imate kakšno vprašanje? Je pa lahko neformalni del. Mogoče lahko poveste, vemo, da je ustno zdravje zelo povezano s splošnim zdravjem. Na kaj slabo zdravje vpliva? Ne vem, je to srce, na kaj vse gre? Ja. Hvala za vprašanje. Zato, ker to je seveda ta današnji dan, smo posvetili, oziroma to leto smo posvetili starostniku, kjer se najbolj odraža recimo slaba ustna higiena, ki je že bila v preteklosti in tudi v prihodnosti, na splošno zdravje. Namreč to so ljudje, ki že imajo neka poslabšanja kronična. In 2 leti nazaj smo govorili, recimo, in tudi če to vas nagovarjam, da pejte na našo internetno stran, kjer so vsebine zbrane, to vam lahko potem živa in vam lahko to preskrbijo vsebino. Namreč včasih pozabljamo, recimo glavna in o kateri vedno govorimo, je sladkorna bolezen. Slovenija je država, kjer je sladkorne bolezni preveč. Ne govorimo o tipa 1, večinoma o tipa 2 in ta je povezana z sodobnim načinom življenja, ki je mogoče hektičen, neurejen, tudi neurejena prehrana. In sladkorna bolezen je nekaj, kar neposredno vpliva na poslabšanje parodontalne bolezni in obratno, parodontalna bolezen neposredno in posredno seveda vpliva na poslabšanje sladkorne bolezni. Seveda pacienti, tudi recimo strokovnjaki, nekako te 2 bolezni kar malo analogijo vlečemo. Če si predstavljate včasih, so bili časi, ko je nekdo dobil diagnozo sladkorno bolezen, je že vedel, njegov star ata je zato izgubil nogo, je oslepel, diabetična noga je recimo bila nekaj normalnega takrat. Živimo v družbi, ko si ne želimo več verjeti, da je diabetična noga nekaj normalnega, namreč zato, ker smo s preventivo dvignili nivo tako daleč, se pravi pomen spremljanja sladkorja, dvignili tako daleč, da vsak posameznik ve, da se lahko hujšim oblikam oziroma hujšim komplikacijam sladkorne bolezni izogne tako, da skrbi za sladkor. Se pravi, za nekaj osnovnega, pazi, kako mu ta sladkor niha in se čim dlje
bori s tem potem na koncu tudi zdravili in potem mogoče celo z inzulinom, ampak čim dalj časa ohranja kvaliteto svojega zdravja. In s parodontalno boleznijo je nekaj zelo podobnega. Včasih je beseda parodontoza, ki je v bistvu ne uporabljamo več kot tako, govorimo o parodontalni bolezni. Včasih, ko je nekdo dobil diagnozo parodontoza, je že kar mislil, da bojo vsi zobje padli ven. Zdaj spet pacientom razlagamo, da temu ni tako. Parodontalna bolezen je diagnoza, s katero se morajo sicer pacienti jo morajo ponotraniti, zato da dvignejo nivo ustne higiene, jo prilagodijo do te mere, da lahko na starost obdržijo zobe. Če pa pade preventiva, se pravi, če pade pomen ta samomotivacije, čiščenja, če padne moment, ko nekdo drug skrbi za vas, potem pa definitivno pridemo do točke, ko izgubimo zobe. Se pravi, te dve bolezni sta neposredno povezani. Potem imamo pa tudi druge, prej je bil omenjen artritis. Vse kronične bolezni, katerim je skupno neko vnetno žarišče, usta so ogromno vnetno žarišče, lahko, če ga ne naslovimo. Se pravi, v ustih imamo lahko, v javnosti se pojavlja beseda granolom, granolom že vsi vejo, to gre za neko kronično vnetje, ki se lahko poslabšuje v akutna stanja, to pomeni, da pacienti zatečejo ali zaboli, takrat tudi obiščejo ponovadi zobozdravstveno ordinacijo. To je že eno vnetno žarišče, ki recimo poslabšuje neko kronično bolezen, kot je artritis. Ravno tako imamo raziskave, ki so v povezavi z demenco in se pravi vsa vnetja v ustih, včasih tako delamo delamo na napačnih koncih. Ukvarjamo se z boleznijo, kot je recimo sladkorna bolezen, pa pozabljamo na parodontalno bolezen. Se pravi, smo naredili samo pol zgodbe, ali pa nič. V resnici moramo naslavljati oboje. Mi smo tukaj v javnosti, da opozarjamo na ustne bolezni. Seveda je pa ta projekt namenjen tudi temu, da sodelujemo z zdravniki. Namreč vedno, to pa lahko povem, da se ta praksa izboljšala. Se pravi, zobozdravniki večkrat napotujemo paciente naše k zdravnikom. Zaradi tega bom tudi povedal, ker po pravilu pacienti vseeno bolj pogosto obiskujejo zobozdravnika kot zdravnika. Govorimo o celotnem življenjskem obdobju. Zdaj se dogaja tudi obratno, kar si želimo, da zdravniki napotujejo paciente nazaj k zobozdravniku, da preverijo stanje ustne votline. In eno od teh je recimo že samo pacienti, ki imajo recimo osteoporoza, tudi eno stanje starostnikov, ki je zelo pomembno sodelovanje zdravnikov in zobozdravnikov. Ko se uvaja pacientu terapija, ko je ugotovljena zmanjšana kostna gostota in so uvedena zdravila, je nujno pomembno, da je pacient pregledan pri zobozdravniku. Namreč, če so potrebne ekstrakcije zob, se jih opravi pred uvedbo terapije, da se izognemo kasnejšim komplikacijam, ki so povezane z neceljenjem rane pri takih bolnikih. To je eno od sistemskih težav zobozdravstva, ki jih imajo v bistvu velikokrat stanovalci domov za ostarele. Sem bil preveč izčrpan, sigurno ne še kakšna. Ne bom vse omenil, ker pol vas bom zmenil. Preberite si vsebino, ker je pa res tako našteto po prioritetah tudi konec koncev. Ampak mislim, da glavno bo sladkorna, demenca, kronične avtoimune bolezni. Sem še kaj pozabil? Mislim, da je to glavno. Okay. Dajte še kaj vprašati. Še kakšno vprašanje? Mi smo, mogoče ta del nismo poudarili, mi smo se osredotočili zdaj na starostnike, ki so ranljiva skupina. Nismo poudarili, ranljiva skupina so tudi vsi s gibalno ovirani in bolniki s kognitivnimi motnjami in pa tudi vsi z zmanjšanimi zmožnostmi. Se pravi, so tudi domovi, ampak jaz bom vseeno mogoče tudi tam absolutno so potrebne izboljšave, pa vseeno mogoče bo kdo znal povedati, da tam je fokus ali pa mogoče zastopanost kadra večja, kakor pa po domovih za ostarele. Ampak se soočajo ravno tako z izzivi, kako počistiti usta, ki so
zakrčena, kjer so neki protetični nadomestki, ki jih je težko očistiti. Zdaj prihajamo še v to dobo, to morate vedeti, včasih so starostniki imeli proteze, mogoče delne proteze, zdaj pa prihajamo z moderno tehnologijo tudi do starostnikov, ki v bistvu so sprejeti zdaj v domove z implantati, z all-on-4 in all-on-6. Do tega zobozdravniki ne zagovarjamo, takih terapij, ki so izredno zapletene pri starostnikih. Namreč vse to je potrebno vzdrževati. In vse to v bistvu predstavlja, se pravi, vsi ti zobje, implantati in tako naprej, če niso primerno vzdrževani, predstavljajo vnetje in predstavljajo tveganje za zdravje. Tako da tega se moramo tudi zavedati, da starajoča populacija, bom tudi jaz, in vse, kar je nad 65 let, se nam že začnejo zdravstvene težave, ki so lahko omejujoče za opravljanje ustne higiene samostojno. Ok, to je to. Hvala. Hvala. Ja. Hvala. Če kaj ne bo razumljivo, če kaj ne boste, dajte napisati, bom tudi jaz osebno odgovoril, oziroma bojo, konce ne bo. Ja, ne bo. Ja.